Dobro jutro. Strasti so nekaj, o čemur si moje srce želi, da govori. Evo, pa še rima se sestavlja. Je pa prima, ker se rima zdaj, ki je že malo bolj huda zima, mi pa še rabimo kakšen liter vina, pa da bomo pijani kas vina. Ne, ta zadnja se sam rima, to ne bomo. No, skratka, strasti sem jaz zadnji napopal, zato ker sem tudi tak post naredil na Facebooku, ne, kaj je v bistvu ljubezen, ne? In kaj so strasti, kje se tle vmes najde hobi in kje se tle najde ena dobra stvar, ki se reče pleši, poj, slikaj, peci, kipari, ustvarjaj, ne zato, ker moraš, ali pa celo zato, ker znaš, tudi mogoče ne iz tega, ker želiš, ampak iz tega, ker ne moreš mimo tega, ne, da ne bi tega počel. Ne? Se pravi, ti toliko hočeš to, da moraš, ampak ne zaradi tega, da boš cash dobil, ali pa zato, ker si že ful mojster, ne. Tudi mojster dela vajo, pa jaz nisem noben mojster peke kruha, jaz sem to rad počnem. In seveda vaja dela mojstra, valjda slej, ko prej prideš do točke. Pa še enkrat, to ni moja ne profesija, nič drugega, kakor en hobi, ki je prerastel v učitelja peke kruha. Ne? Malo za šalo, malo zares je ratala stvar toliko živa, da ob sobotah delamo te delavnice. Ampak ja, nekako bi vam rad približal širino, kaj ljubezen je. Mi smo nekako živeli ljubezen matere, ljubezen do punce iz mojega naslova, ljubezen do otrok, ljubezen do psa, pa to je pol pa to, ne? Ljubezen je nekaj bistveno več. Ljubezen vsebuje spoštovanje osebnega prostora, konec koncev, raznolikosti, spoštovanje raznolikosti, v bistvu odnos do vsega živega in neživega v naravi in tako. Predvsem pa smo mi ljubezen premalo izžarevali. Ne, v bistvu ta svet je bil tako turoben, ne, ker zaljubljeni ljudje so veseli in ta sistem je rekel, da kadar si pa zaljubljen, pa živiš pa v oblakih, daj prizemlji se čim prej, klinac. Takrat smo šli iz iluzije v svojo realnost, v svoje občutke, da letimo, drži. Kdo kdaj ni bil zaljubljen, ker je je seveda ljubezen tudi slepa, ker če ne bi bila slepa, pol bi prepoznala, da je šlo za prevarantske igralce, ki so, ali pa v mojem primeru igralke, ki so izkoristili to, spet ne vsi, da ne bo kdo kakšne pomote, izkoristili to našo empatičnost, ljubezen, predanost in zaslepljenost sebi v prid, da so lahko napajali svojo nesposobnost dotikanja univerzalnega. Ti sem zdajle sklobasačil ta stavek, da ne vem, če ga je kdo razumel. Skratka, mi ljudje dostopamo do sanj, do mišljije, do misli lastnih in univerzalnih, dočim ljudje, ki pa imajo pomanjkanje ljubezni, je enako narcis, oni pa ne dostopajo do tega oblačka energije ljubezni, ki bi morala prežemati vsako živo bitje. Živo bitje z dušo in srcem. V današnjem svetu imamo klone in prodane duše, brezdušne školjke. Tle pa imamo eno težavo, ki jo ugotavljamo, zelo močno se v zadnjem letu začelo govoriti o narcizmu, o tem, da je to nek virus. Jaz pravim vse dobro, vsem, nikoli nisem rekel unim, drugim pa ne. Vsem, vendar nekaterim se v tej fazi, kjer smo, ne da pomagati. Ne da se jim pomagati, ker oni želijo srkati in takrat, ko srkajo, nas vlečejo dol, mi pa moramo ipak narediti nekaj
nekaj miru, da lahko odletimo v te, da se dvignemo višje vibracijsko in nočemo imeti bremz. Zato sem večkrat rekel, dajte se umakniti od ljudi, distancirati, ker vas ljudje pijejo. Spet ena moja lastna izkušnja, ko predno sem začel se javno izpostavljati, sem se zdistanciral od vsega za obdobje cirka pol leta, kjer sem iskal svoj mir. Ni bilo telo tisto, ki je utrujeno, ampak duša, ki je bila izmozgana in je potrebovala svoj počitek, oziroma je enako mir. In preden sem se začel izpostavljati, sem bil jaz v svojem miru daleč stran od ljudi, daleč stran od vrveža, daleč stran od vseh motilnih faktorjev, ker je bil to moj tak vzgib, ki sem vam tudi že rekel, prišel preko jeze, oziroma smo prišli do plafona. Zdaj pa ali je tako, ali je pa tako. Samo te dve opcije. In takrat sem se fizično tudi umaknil v naravo, ker sem pač to mogel narediti, zaradi tega, ker tam je mir, drugega očitno nisem našel. Nisem bil sposoben svojega miru regenerirati oziroma zadrževati, ubraniti bom rekel, civilizaciji, ker nisem imel tega znanja. Najprej sem mogel ta mir najti, pogruntati, kako se zaščititi. In med tem sem ogromno bral, študiral in razmišljal. Kaj se dogaja v svetu, in ta narcizem je prišel ven na plano in zadnje leto ga obdelujemo mnogo in opažamo vse sort, kako narcizem funkcionira, kako ljudje funkcionirajo skozi njega in kako se pravzaprav, kako človek sploh pride do tega, da naenkrat je narcis, da se lahko identificira z vsaj 6 kljukicami, kaj on je. In a se da temu človeku pomagati, oziroma kako se pred njim ubraniti. Ubraniti pred izčrpavanjem, izsesavanjem energije. Se pravi, do tiste točke, ko je duša utrujena, vsega tega utrujena, ne more več dati, ker je izčrpana. Ne zaradi tega, ker bi dajala, ampak zaradi tega, ker je tega okradena na silo. Tam pa in s pomočjo naivnosti naše zaslepljene, izčrpana. No in zdaj, ko se je nekako tudi ta feedback vrnil ljudi, in tako sem se znašel spet v neki obkroženosti z ljudmi, takšnimi in drugačnimi, vendar drugimi ljudmi, ki sem jih poznal. In spoznavamo se tisti, ki se najbrž ne bi, če se jaz ne bi izpostavil, če ne bi od sebe dal slike, kruha, videa, zapisa, zvočnega posnetka in tako. In ker sem se izpostavil, sem posvetil kot svetilnik in nekdo je rekel, wow, lega, jaz pa bi želela se z njim poznati, in na tak način se je moja kvota. Pa zdaj ne delam tega zaradi števila prijateljstev, vez ali pa klikov ali pa prepoznavnosti ali karkoli, ampak število iz 600 prejšnjih prijateljev, nekje v začetku maja jih imam zdaj 2300 ali koliko že, plus neki sledilci, plus neki plus, kjer v bistvu prepoznavamo. Jaz tukaj sem hotel reči predvsem to, da tudi vsak izmed vas more stopiti korak naprej, korak višje in se izpostaviti. In tle se strinjam, ko pravite, pa to je pa pogumno dejanje. Ja, ampak če veš, kdo te napada, na kakšen način in kakšna je obramba, no pa rečeš, pa kva stari, pa prižgem to lampo, jaz pa še malo višje odvignem, pa zdaj. In ja, tudi mene so te lovke lovile, žeme, in probajo me prepričati, kako imam jaz vse sort narobe, pa kako neumnosti, pa tako. Ampak jaz se to ne dam na to prav dost, prisluhnem vsakomur, ker bi bil plesal, če bi rekel, zdaj pa ne poslušam nobenega več, ker je samo moj prav, ker to ni res. Kljub vsemu se
bomo učili do smrti, in jaz in vsi pred mano in vsi za mano, ker učenje je nekaj, kar so nam rekli, da se ne konča z nekim papirjem nekega izobraževalnega oziroma indoktrinacijskega procesa, ne. Ja, in ker se meni ta množica ljudi tudi fizično, se pravi preko mailov, sporočil in tako, in tudi fizično zdaj na teh delavnicah, in se tudi srečujem z ljudmi, te pravimi, se dobimo in tako, pa pikniki, pa vse sort. Spet mene moram tule v tej množici prepoznati, kdo ja, kdo ne, in vam povem, da kljub temu, da je to že izbrana, bom rekel, neke vrste prefiltrirana skupina, ni skupina, so nekako prefiltrirani ljudje, se še zmeraj najdem, da se izčrpam, da sem utrujen, da se utrudim, nisem jaz nič utrujen, ampak vem, da potrebujem svoj rehabilitacijski proces. In ta proces rehabilitacije je, ko se truplo moje fizično uleže, ne, pa spančka, in druga stvar, ki jo potrebujem, je moj mir. Ne? Jaz potrebujem zato, da se rehabilitiram, mir. In pa ta mir je, lahko sedim v čist polni gostilni in pijem svojo kavo, ampak jaz imam svoj mir, ker imam slušalke gor, poslušam svojo omiljeno glasbo, ali pa raziskujem glasbo in berem, štrcam, delim, raziskujem, shranjujem, prevajam in tako naprej. Pa tisto, kar preberem, ne prevedem jaz pa zato, ker bi jaz ne bi vedel, ampak zaradi tega, ker želim dati prevod tistim, ki ga ne znajo narediti sami. Kaj to pomeni? Več kot daš, več dobiš. Ne? Zaradi tega, ker dam en prevod, s katerim se strinjam, to pomeni, da je nekdo bogatejši zaradi tega. Ker če daš, nekdo ima, je rekel Hamo, prva vrsta. Si kar poslušajte komad, kako je krasno ga zapel. Hamo, Tribute to Love, prva vrsta, mislim, da je naslov. Stopi korak naprej, ker če daš, nekdo ima, če pa držiš zase, pa noben nima. In mi na tej zemlji nismo zato, da grabimo k sebi, ampak zaradi tega, da delimo pomoč, znanje, informacije, razumevanje, konec koncev smeh, veselje in različne strasti. Moja ena velika strast je, ne vem, ali je bila prej strast, pa pol hobi, ali obratno, ali je bila zvedavost, ali karkoli. Ena izmed teh je valjda peka kruha, ker pač ti ne rata, prvič ga probal, pa še enkrat, pa drugič, pa petič, pa ne obupaš zaradi tega, ker imaš lepljive roke, pa zato, ker je buhtelček ni ratov ali nekaj. Ampak gre za izziv, jaz bom tudi enkrat tako dober kot Pajo, se spomnite v senke, tudi jaz bom Jajo pa Pajo. Vratovinc, veleposestnik, kmet in trgovec, vse v eni osebi. In jaz sem se odločil, da hočem narediti dober kruh, in jaz ne vem, če razumete to stvar, da ko spečeš po 3-urni proceduri, nekaj daš iz pečice in rečeš, spet sem ga falil, in pečico zmanjšaš na 100 stopinj in zagnetaš novo testo, ker tokrat boš to isto napako popravil, pa da vidiš, če bo razlika, če bo to, kar si hotel. Tone Pavček je rekel, tudi če ne uspe, probaj še enkrat, še in še drugič, in še petič, in še stotič, ali kako že, in še, dokler ne prideš do tistega, kar želiš. Tudi kitaro igram, pa harmoniko sem igral večno, zdaj ne toliko. Ampak, ko ti ne gre, to moraš probati še enkrat, moraš probati in pol rata. In ker rata, se zgodi zadovoljstvo, torej vložil si trud v to, da boš to neko frazo zašpilal, ali pa vložil si trud, da boš spekel to štručko in pol rata ona. Kad te prelije plaj, kad ti tvoje zadovoljstvo zraste. Ampak nihče te ni videl, kaj vadaš, to ni nastop. Jaz tega štručk nisem pekel zaradi tega, da bom jih komu zdaj kazal, pa prodajal, pa ne vem kaj, ampak izključno iz svojega vzgiba, ker želim narediti najboljše štručke. Tako, pika, stop. In to je tudi neke vrste drive, vodilo, to je tisti power.
Torej, zdaj lahko nekako povežemo, neuspeh je vodilo k novemu poizkusu. Na napakah se učimo in prva napaka je izzvala drugo napako. In ko misliš, da že vse veš, ugotoviš, da še zmeraj nisi spekel take štručke, ki bi bila lahko še malenkost boljša. Nikoli nisi odšpilal ničesar tako dobro, da ne bi mogel še malo boljše. In tle vas probamo spodbuditi, ne obupajte pri prvi padec, jaz pa tole pa ne znam, pa ne morem, pa mene bodo ubili, pa jaz zmatram, pa ne morem nič več, pa tako. Ja, utrujeni smo vsi od tega, kar se razkriva. Hvala Bogu se razkriva in nothing can stop what is coming. Nihče ne more ustaviti tega, kar prihaja. Te poplave resnice, tega vesoljnega potopa. Potopa vesolja, ki smo ga poznali, ne vesolja, ampak planeta, ali kaj že smo. Zdaj bo resnica preplavila vse blato, ki je sralo, zato je tudi Drain the Swamp, je ena izmed izjav Whiteheadov. Dajmo izsušiti močverje, ker v močverju se skriva izključno zalega, sama parazitska sodrga, ki v bistvu čaka na žrtvo, da bo stopila v blato in jo požrla. Izsušiti je treba to, kar je nesprejemljivo. Ta fraza vsebuje noter tudi drug pomen, izčrpajmo mi tiste, ki so bili do zdaj izčrpovalci. Torej, hunter will become hunter became hunted, tako je, lovec postane lovljen. Tisti, ki so zdaj izčrpavali, mi moramo reči sam blok, ne dam ti, takole že ne. Dam pa ti lahko tako. Ampak toliko, kar imam tlelele. In če je odnos spoštljiv, bom dal še, ker imam jaz tega vse, te ljubezni, predajanja, zajebancije, dobrega humorja, neskončnih debat, globin, razumevanja, kakor češ, stari, sej pa nisem tam, sej takoj, ko dam, se zgodi tam na eni strani, jo pa še tole, evo jo že zdobim več. Če ima nekdo idejo, pa ta ima tudi idejo. Če držite vsak svojo, imate vsak sam eno idejo. Če pa si jo poveste, imate pa vsak dve. In največkrat se zgodi, da v bistvu debata ideja rodi idejo in imate naenkrat sta skupaj rodila še eno in imate vsak 3 ideje. Torej, več ko daš, več imaš, dajmo to malo tako iz tega naslova razumeti. Če daš nasmeh, ni dvakrat zareči, da ga boš dobil. Nič ni dvakrat zareči. Univerzum točno ve, kakšne so naše naloge. Univerzum nas duše se ne srečamo kar tako po nesreči. Kar tako accidentally, po naključju sem namenoma pustil od zadnje, ampak noben se ne sreča po nesreči. Nekomu si učitelj, nekdo ti je učenec, nekdo ti je pokazatelj nečesa, nekdo ti usmeri smer, nekdo testira, ali boš preusmeril smer. Dajte biti previdni, tle so tiste pasti, kjer smo mi zmeri padali na fore. Univerzum nas ne želi nikoli kaznovati. Univerzum nas želi prebuditi, razumeti, zaradi tega nas tudi vodi na tak način, da bi dojeli. Vendar, če si zakrivamo oči in ignorantsko potujemo mimo vseh znakov, ki jih univerz ponuja, potem univerz začne postajati čedalje bolj te stisne v kot in reče, stari moj, zdaj pa boš se spremenil, boš spregledal, ali boš fejst zbolel, ali boš pa reinkarniral se, pa si mrtev. Zdaj, tle je velika nevarnost, da če v tej stiski, ko si pritisnen strani vesolja, poiščeš pomoč genocidnikov, torej zdravstvenega sistema, pol je verjetno, da boš umrl, ker te takoj začnejo filati z vsem, da se ti ne zgodi prepoznanje, tam te še bolj uspavajo.
To je bila naloga zdravstvenega sistema in vseh domov za ostarele. Žalostno. Nekateri so to počeli seveda zavestno, mnogi nezavedno, so pač ubogali ukaze, za minimalca so ubogali ukaze. Sočustvujem z vsemi, ki bodo spoznali, kako jih bo sistem izpljunil kot zadnjo smet in jim ne bo pomagal čisto nič, kljub temu, da so oni pomagali sistemu. Žal, etika, morala, notranje vrednote so tista stvar, katere se je treba držati. Sej pa konec koncev morala, etika je lepilo na ljubezen. In spoštovanje gre z roko v roki z ljubeznijo. Tako no. Ena misel mi je odprej preletela, da sem se zabrklačil. Ja, če se ne boste vi umirili, zdaj se vrnem na to, telo rabi počitek, duša rabi pa mir. In če se ne boste umirili in poskušali zaslišati sebe, svojih strasti, boste srečali težave z namenom, da se prebudite. To ni moja izjava, ne vem, čigava je pa krasna. In namen obdobja in same korone je prebujenje, zaradi tega se mi pogovarjamo o awakeningu, ki je pač prevod angleške besede prebujenje in prebujanje iz zaspanosti, iz iluzije, iz totalne prevare, v kateri smo živeli, in je nujno potrebno za človeštvo, da se ugasne ta kompletna matrica, sistem, govno, genocidniki, drhal, da se ta stvar ugasne, je nujno potrebno prebujenje ljudi. Zdaj, matrica še vedno deluje na osnovi ustrahovanja in tudi tako bo nadaljevala s pomočjo vseh vzvodov, ki jih ima. Glede na to, da mame, vrhovne mame, kraljice tega sistema ali pa matice ali pa glavnih reptilov ni več. Tudi druge inštance ni več, tudi tretje in četrte tudi ne. V bistvu ugotavljamo, da v bistvu deluje, podpira sistem samo še ti spodnji sloji ljudi, ki pa se ne zavedajo, da jim ozadje manjka, ta suport odzadje vrhovni jim manjka. In oni delujejo brez navodil generalštaba, samo tisto, kar so bili naučeni, da morajo, torej to je tvoja naloga, to in to moraš biti, tako in tako delovati. In oni zdaj tako delujejo. Jaz sem že večkrat rekel, opazujte, kako nekonsistentno delujejo, ker niso med sabo povezani. Njihove mame ni in zdaj oni samo še bebljajo in vrtijo govno in v bistvu, ko pogledaš tako malo bolj, rečeš, pa vi ste en cirkus zdaj, pa vi nimate zdaj, ne morete se zmeniti, ali je treba, ali virus skače, ali leti, ali je treba razkuževati, ali je treba smeti zavezati, pa pustiti 3 dni tam, preden grejo na smetišče, da virusi vam poskačejo. Ali je zdaj treba nujno na testiranje, ali niti ne, ali zdaj se testiramo, unike testirajo, zdaj se preoblečejo, pa kompletno, ker so srečali nekoga, ki ima tako strašni covid, da se zdaj vse preoblečejo, ker smo imeli stik z okuženo osebo, čist vse jim gre narobe. V isti sapi je zdaj, sej nima več smisla se s temi stvarmi ukvarjati, ker lahko v bistvu generalno razumemo, da je šlo za eno veliko banano. Tu zdaj že smo zavestli, da je Vatikan zelo slabo, da v bistvu se naše maske srečujejo z maskami v Vatikanu. Nekako bi mogli razumeti, da te stvari morajo biti postavljene tja zaradi tega, da mi razumemo, da bi ljudje razumeli, da je prejšnja, pa kakšne vlade, mi moramo razumeti, da vrhovni sodelujejo z vrhovnimi, to so oni imeli neke vedno pokazatelje, kdo komu pripada, na kakšen način, ampak teh ljudi ni več. Moramo to ozavestiti,
da glavni strici so povešeni, executed, umorjeni zaradi tega, ker so spoznani za krive, za izdajo, za treason je izdaja, za genocid in zločine nad človeštvom. Mi lahko temu pripomoremo na tak način, da svojo biti končno odkrijemo, kdo smo. Da se mi zavedamo naše veličine. Da se mi zavedamo naše moči. Ne zdaj tako. Moči, kakšno moč imajo naše misli, kako lahko vplivam na druge. S tem, da sovražim, ali s tem, da ljubim, s tem, da pojem in plešem, nekoga razveselim, nekomu solze pretečejo zaradi tega ali onega. Le, ker sem napačno muziko spustil, ampak ziher je tudi to, ok, ne? 999 hercov, se pravi skoraj 1000 hercov, 1 herc manj kot 9. Visoko, malo više je to. Ja, da v bistvu ki sem pa zdaj ostal, veš kako rdeča nit se nam zgubi, da se bomo tako, da mi žarevamo, da mi pogruntamo našo moč in moč vpliva na druge. Imeli so ljudje na nas vpliv, predvsem generalni vodje, cerkev, zdravstvo so imeli vpliv na ljudi, glasba je imela vpliv na ljudi, seveda vedno je bilo to usmerjeno v negativo. Zato, da se nam dogaja strah, dvom, ponižnost, skromnost, bla, 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 bla. Zdaj pa čas, da se mi zavedamo, da moramo mi delati stvari v pozitivo, s pozitivno glasbo, s pozitivnimi nameni, s pozitivnim pogledom na svet, z razumevanjem, da nič ni tako, kot izgleda. Torej, če izgleda strašno, zelo slabo, hudo, potem je to fake, je to laž. Ker na tem svetu je vse lepo, le zlobci so ga želeli narediti grdega. Ne verjeti njim, vi morate verjeti temu, da je življenje lepo, pa to spet niso moje misli, sam potrjujem. Življenje je lepo, če ga živiš, to nisem se jaz spomnil, dajte sam probati razumeti globino, kaj vam take pesmi sporočajo. In si jo zavrte še in znova in spet, dok ne prideš do zlatega konca. Zlati konec je zlata pot, ko si na pravi poti, ni fora cilj imeti hišo, bazen, pol sem pa vlegel, pa nehal misliti, pa nehal talati ljudem to ljubezen kurčevo. Ne? Ni to point. Point je v tem, da najdeš pot, da je to tvoje bistvo življenja, da daješ, da seješ in siješ, da se predaš temu toku. Sam mrtva riba plava s tokom, ne? Ni res. Tok ljubezni, njemu se treba prepustiti, zato ker te vodi prav. Ker mi smo vsi vodeni in vodeni, by the way. Smo vodeni strani univerzuma, angelov, galaktikov, čisto kakorkoli te reči. Ampak nihče na tem planetu ni postavljen, da zgubljeno tava in se ukvarja s tem, kaj in kako. Mi smo vsi zvezani z nečem višjim. Seveda smo bili zamanipulirani mentalno, fizično, moramo se pa zdaj povezati z višjim nivojem, se zavedati, da mu pripadamo in da on pripada nam in da on vpliva na nas in mi vplivamo na njega. Zato še enkrat vam polagam, bom zdaj prebral, ker sem si napisal čistem besede, ampak izžarevaj ljubezen, razdajaj ljubezen, matonca, razdajaj mir, predajaj sebe, predajaj svoje znanje. Ne se predati z belo zastavico, zdaj pa se ne grem več. Ne, ni to ta predaja. Predajaj naprej drugim ljudem tisto, kar si ti dojel, pomagaj jim dojeti, pomagaj jim razumeti,
vendar vedi, da če daješ napačni osebi, tisti, ki je v bistvu pravzaprav sesalec, potem je tako, kot da bi skozi okno metal in nihče nima nič od tega. Ne. Mogoče sem vi dobro čisto vest, kar je tudi dovolj konec koncev. Vendar dajte se zastopati, da smo vsi v fazi, kjer rabimo še sebe izgrajevati vsak dan znova. Jaz tudi pod točko razno ne počivam, čeprav sem najbrž bil že 10 let nazaj dlje kot marsikdo zdajle v tem trenutku, pa ne gre za dlje, gre za sam razumeti, že takrat sem razumel, ampak to ne pomeni, da sem takrat nehal razumevati. Razumevam vsak dan bolj. In prav je tako, vsaka situacija v življenju nam je dala novo spoznanje, vam takšno, meni takšno, zato ker jaz rabim to, vi rabite pa to. In vsak je točno tam, kjer mora biti, in vse je prav. Bral sem, ni čas prebujati ovce, čas je prebujati speče leve. Tudi zelo, zelo, zelo pomembni ljudje so še vedno v spanju. In jih čakamo, da se prebudijo, da dvignejo sebe iz povprečja ven, ker biti nizko v tem rangu, kar je družba definirala, ker kdo je visoko politik, doktor, jaz ne vem, pravnik, jaz ne vem, to je visoka družba, vsi ostali ste pa dreki. To v dušnem svetu ne velja. Zdaj v bistvu celo tako, da v bistvu bo glih kontra, ampak ne velja. Tudi to ne velja za vse, verjamem, da bo več teh, ki so bili spodaj, zdaj pa šlo gor. Ampak smo čist iz različnih profilov, različnih nivojev izobrazbe, različnih bom rekel, kako smo bili vzgajani, kje smo bili rojeni, prehranskih navad, konec koncev imamo slikarje, pesnike, glasbenike, vrtnarje, čist vse, vsi segmenti smo že prisotni, samo je škoda, ker spi mnogo preveč ljudi, pa sej ne bo pomote, razsvetljenje ni tako on-off, ja, je flash, se zgodi nek flash, ampak potem se ta kanal zavedanja širi iz dneva v dan, iz meseca v mesec in očitno iz leta v leto. Skratka, predajaj se in zavedaj se sebe, svoje okolice, zavedaj se situacije, v kateri smo bili, zavedaj se prevare, v kateri smo bili ujeti, in seveda istočasno lastne veličine, lastne vrednosti in moči. Torej moči, ki jo imamo, vpliva na druge in celotno vesolje. Saj pa je vesolje v nas in mi smo v vesolju in drug na drugega vplivamo, ker smo vsi itak med sabo na dušnem nivoju zvezani. Povezani, ne zvezani, ne tako zvezani, ampak povezani med sabo in tudi mi smo neka mreža, ki pa zdaj dobiva nek smisel iz tega, ker smo bili deli in vlade, smo bili razdeljeni, zdaj nekako se povezujemo in dobivamo svojo neko strukturo, smiselno, medtem ko matrica pa iz te strukture v bistvu zdaj razpada, ashes to ashes, dust to dust, ne, v prah si bil in v prah se povrneš. Stopi ven, pleši, poj, slikaj, peci, ustvarjaj, pa ne zato, ker moraš, ampak ker želiš, oziroma ne moreš mimo tega, da tega ne bi počel. Dajte to, tega še več, ne bo dovolj, če se boste probali umerjati na uro, 2 ali pa 2 dni ali pa 2 tedna, več miru potrebujete, zato ga probajte poiskati mir, kadarkoli se le da in izogibajte se situacijam, ki vam dajejo, vlivajo nemir. Jaz bolj simpel, pa je bolj enostavno, vam ne znam povedati. Pa še enkrat bom, pa še milijonkrat bom, če bo treba. Tako, sovraštva od mene, mojega sovraštva ni vreden nihče, ker sovraštvo je nekaj, kar si iz glave izbijam do te točke, da se v bistvu že skoraj ne sovražim nobenega več, čeprav se včasih rečem, mater, sovražim te situacije in se takoj ujamem, Turšič, kaj sovražiš? Ne, ljubim tole situacijo, tole mi je pa blazno všeč, kaj te počnem, ne. To ljubezen in spoštovanje pa si mora, moje ljubezen in spoštovanje pa si mora človek zaslužiti. Ne rabi si noben nič zaslužiti, jaz vidim človeka, kaj od sebe daje, kaj spoštuje in kaj ne. In je meni dovolj, da vem, da
stopi korak nazaj, malo distance, da ni izčrpavanje prehitro, premočno in da v bistvu jaz pridem nazaj na točko žrtve. Ker to so počeli tisočletja, vse to so znali, to so klasične strategije. Tle smo se pa mi izpeli za danes po 34 minutah. Jaz upam, da je kakšna motivacijska zgodbica priletela ven, to, da morate piti, pa da morate bosi hoditi, to sem že kdaj rekel, ne še ne. Nekaj me srbi, da bi sonce dočakal in se fliknil v vodiko. Mrzlo za nalašč, ker jezero je polno ka šus, mrzlo pa ka 2 šusa. Ampak pol, ko priješ iz 2 šusov ven, te pa šutera, tako da ja, to je tudi ena izmed točk, kjer boste nabrali pogum. In pogum je tisto, kar rabimo, in če boste pogumni, če želite biti pogumni za življenje naprej, morate pogum zgraditi. In ta pogum, skočiti v mrzlo vodo v decembru, je kar stvar poguma, a ne? Ne vam pa povem, da ne rabite nobenih vaj, rabite pogum, da skočite v mrzlo vodo. Ne boste umrli zaradi tega, ker naša telesa so narejena za plavanje v ledeno mrzli vodi, plavanje. Umiti se je mogel takrat človek, ki še ni imel nobenega grelca. Vse to so zdaj comfort zone, nam je bolj udobno, v hitrih avtomobilih, z velikimi plazma TV-ji, ampak vse to nič ne rabimo, v teoriji ne, rabimo pa mir. Rabimo predajati znanje, veselje in rabimo drugega za vse segmente. Mi nismo samotarji, mi smo samotarji postali zaradi tega, ker smo mogli pobegati bolani družbi. Znamo biti sami, tako kot volk zna biti sam, pa vendarle si volk želi biti v tropu, ker je tako lažje. Ni pa problem iti in to je stvar poguma in lastne moči, vendar se jo morate zavedati. Koliko jaz že to nakladam, eno in to isto. Držite se, uživajte, pa se vidimo kmalu, pa lepo muziko si dajte. Tako, ki vas bo dvigala na noge, da boste plesali, ali pa tako, da boste zaspali. Nekaj od tega. Imejte se lepo, uživajte, pa prečudovit dan vam želim. Čau!